Nekaterim osebam z izgubo sluha je od nedavnega na voljo nova operacija s tako imenovanim osja vsadkom. Ta omogoča bistveno boljše ojačitve kot vse primerljive naprave doslej. Posebej je močen na področju visokih frekvenc, poveže pa se lahko tudi s pametnim telefonom. Uporabljati se je začel pred 2 letoma, najprej v Združenih državah Amerike, lani pa še v državah Evropske unije. Prvo operacijo v Sloveniji je letos februarja opravila ekipa iz UKC Maribor na čelu z dr. Janez Rebolom. Primeren je za paciente, ki imajo kombinirano izgubo sluha ali pa prevodno izgubo sluha, se pravi, in ne morejo nositi klasičnih slušnih aparatov, in pa za paciente, ki imajo enostransko gluhost, se pravi, da je na drugi strani sluh skoraj da normalen, medtem ko je eno uho gluho. In naprava deluje pravzaprav po principu tega, da prevaja zvok po kosti v notranje uho. V primeru enostransko gluhosti celo po kosti na drugo stran oziroma na drugo notranje uho. Osnova vsega je majhen vsadek, narejen iz čistega titana. Pri operaciji se pritrdi in v 4 tednih zaraste s kostjo. Ima eno tako sprožilo po slovensko, ki je aktivirano preko piezoelektričnega efekta. In v bistvu, ko to zraste po 4 tednih, takrat lahko potem uporabljamo zunanji del in v bistvu na ta način nastavimo tudi po predhodnem sluhu to napravo, tako da pač se to individualno pri vsakem pacientu potem po operaciji nastavi. Pacienti pri tej napravi že po prvi nastavitvi slišijo tako, kot bodo slišali tudi kasneje. Pred operacijo se da testirati približno, kako bo izgledal sluh s to napravo. Na ta način obstaja tudi ena podobna naprava, ki jo pacient lahko nosi na traku ali pa na posebni sponki, ki jo lahko tudi nosi oziroma uporablja en teden v različnih okoljih in dobi vtis, kakšen sluh oziroma kakšna bo izboljšava sluha ob taki napravi. Tole je notranji del, ki ga vstavimo pri operaciji. V tem delu je sprožilo, na katerega se potem, ki se pritrdi na implant v kosti. To je pa del, kjer je magnet in na ta magnet se potem pritrdi zunanji del in ga nosimo potem za uhljem, približno 2 do 3 centimetre. Operacija se izvaja v splošni anesteziji in traja okoli 45 minut. Tveganja pa so relativno majhna. Gre za to, da se tale implantat, ta vsadek, ki je iz praktično čistega titanja, vraste v kost. Postopek vstavitve tega je določen in je treba pri tem nekoliko paziti, ampak s tem imamo izkušnje. Podobne vsadke smo vstavljali že skoraj 20 let pri nas. Pa kaj pa vem, potem morda težave z mehkimi tkivi, ampak jaz večjih komplikacij pri teh operacijah ne pričakujem. Približno mesec po operaciji, ko se naprava nastavi, je to dokončna ureditev. Lahko pa pacient gre potem kasneje še na ponastavitve tega sistema. Kolikor se pač izkaže, da ima še določene težave, se vedno lahko obrne na zastopnike in pač potem se te ponastavitve naredijo. Potem tudi sledimo rezultat tega. Potem gledamo, kako je naprava nastavljena, se pravi, kako zvoke sliši,
v prostem polju in pa tudi koliko besed razume s to napravo oziroma koliko se mu razumevanje besed spremeni brez te naprave in z to napravo. Teda, to je tudi potem neke vrste sledenje uspešnosti. Tako da približno letno enkrat pridejo se pokazati ti pacienti, ki imajo vsadke. Financiranje in število operacij z osja vsadkom je še stvar dogovora z zdravstveno zavarovalnico. Ocenjujem seveda, da teh pacientov ni tako malo, ki bi profitirali od te naprave in niso o njej obveščeni, da to sploh obstoja. In tudi, če bi gledali te naprave, ki smo jih zdaj 20 let ustavljali, te bahe, geografska razporeditev po Sloveniji ni čisto enakomerna. Tako da sigurno, da je več pacientov iz morda tega konca Slovenije. Odvisno je seveda tudi to, koliko so izbrani zdravniki o tem obveščeni in pa tudi otorinolaringologi, ki potem pacienta naprej napotijo k nam glede tega. In v tem je tudi vloga društev za naglušne zelo pomembna. Se pravi, če so člani o tem obveščeni, da taka možnost obstaja, sigurno, da je potem lahko nabor ali pa izbor teh pacientov bistveno večji in bistveno več bolnikov od tega profitira. Ocenjuje, da bi lahko v Sloveniji potrebovali okoli 30 takšnih posegov na leto. Osja vsadek stane okoli 14 000 evrov. Tako da bi bil brez solidarnosti družbe in javnega zdravstva večini ljudi, ki ga potrebuje, nedosegljiv.